Čas je za naloge, pa poglejmo, kaj nas čaka. Kar gremo na eno izmed nalog, recimo prvo. V tehle oglatih oklepajih imamo rešitve, da se bomo lahko malo preverili, ali pa če kakšne ne bomo rešili, si jo lahko pogledate, ne. Pa gremo. Imamo pokončno pravilno štiristrano prizmo z osnovnim robom A je 2 metra in višino 1,5 metra. Izračunaj prostornino in površino. Se pravi, pokončna, pravilna, štiristrana prizma. To je pomembno, ne? Štiristrana, pravilna, pokončna smo pa rekli, da zaenkrat bojo vse take, če bomo pa posebej poudarili, bo pa kakšna poševna. Lahko si damo štiristrana, pravilna. In imamo zdaj osnovni rob A je 2 metra in višina je 1,5 meter. Podatke vam svetujem, da si izpišete. Prostornina in površina. Zdaj pa najprej je zelo pomembno, da si znamo predstavljati, kakšna prizma sploh to je. Če je štiristrana, potem je osnovni pravokotnik ali kvadrat ali kaj takega, ne, štiristrana, štirikotnik mora biti osnovna ploskev. In zdaj, če bi si to štiristrano skicirali, potem nismo kaj veliko govorili o skiciranju, ampak recimo, če je štirikotnik, privzamemo, da je recimo pravokotnik, a ne. In zdaj narišete tako, da namesto, da bi direktno pravokotnik narisali, naredite malo poševno. Tako da bi paralelogram iz pravokotnika naredili, ne. Takole, ne. In ko imate enkrat to osnovno ploskev narisano, jo moramo podaljšati ven prizmo, zato naredite enako dolge stranice iz vseh oglišč. Zdaj pa, ker je tale oglišče malo višje gor, bo tudi za tolikole malo nižje dol, takole, ne. Zdaj tegale, če razumete, da je odzadaj, si lahko naredite recimo črtkanega, ampak nič hudega, če si ne. Potem pa povežete še vse konce med sabo in imate skico prizme. Izgleda precej znano, ne? Ja, skoraj tako kot kvader. No, to smo zdaj upoštevali, da je štiristrana, ne, pa smo si narisali zdaj to našo skico. Zdaj pa poglejmo, piše še tule pravilna. Pravilna pa pomeni, da je osnovna ploskev enakostranični lik. To pa pomeni, da je osnovna ploskev z vsemi stranicami na enakem. To pomeni, da bo osnovni rob vsepovsod okoli 3a. No, zdaj moramo še pa tale podatek dešifrirati, to je pa višina. Višina pa pomeni, da poteka od ene osnovne ploskve do druge, to je razdalja, ne, od ene osnovne ploskve do druge. Pravi, višina je pa tole in tale je tudi višina in tale in tale. Osnovna ploskev, ker je pokončna, štiristrana se prenese tudi na spodnji del. Zdaj pa poglejmo. Osnovna ploskev, torej kot pravilna štiristrana prizma, je osnovna ploskev kvadrat. Pravi, zdaj pa najprej recimo prostornino. Prostornino bi dobili tako, da bi pomnožili osnovno ploskev krat višino. In ker je osnovna ploskev kvadrat, smo ugotovili, potem je ploščina osnovne ploskve kar ploščina kvadrata. To je a na kvadrat. Osnovna ploskev je potem 2 na kvadrat, kar je 4 kvadratne metre. To imamo. Pravi, lahko tudi prostornino izračunamo. Osnovna ploskev je 4, ne. Krat višina je 1,5. Pa poglejmo, ne, če bo tole 6, se pravi 4 krat 1,5 je res 6. Prostornina ima pa enote, metre na 3. Dobro, prostornino smo. Zdaj pa še površino. Površino prizme dobimo pa tako, da vzamemo vse ploskve okoli in okoli, ne. Se
pravi to, pa to, pa to, pa to, pa to. Lahko bi jih računali posebej, ampak imamo formulo. Imamo dve osnovne ploske, se pravi 2x ploščina osnovne ploskve plus S plašča. No, zdaj pa še osnovno ploskev imamo, zdaj pa nas še zanima S plašča. S plašča. S plašča, to je vse, kar nas obdaja. Takole okoli in okoli, ne? Pa vse to navzdol. To je plašč. In če pogledamo, smo rekli, da plašč lahko izračunamo kot obseg osnovne ploskve, potem pa navzdol pobarvamo krat višino. Se pravi, to je obseg krat višina. In obseg naše tele osnovne ploskve je 4a, pa še krat ta višina. In to je zdaj 4 krat 2 krat 1,5. Tole bo pa verjetno okoli 12, a ne? Če pa je 4 krat 2 krat 1,5 je 12, ja. Tako. Enote so meter na kvadrat in zdaj lahko površino izračunamo. 2 krat 4 plus 12 površina. To je 8 plus 12 je 20 metrov na kvadrat. Enote morate imeti pri zaključnih teh računih, ostalo vmes pa ni treba računati z enotami. Tako, tale je bila prva, pa smo prebili ed. Gremo na drugo. Zdaj imamo eno bolj preprosto, to je kocka. Pa gremo. Pravi, imamo kocko, osnovni rob A je 6 cm. To je kocka. In treba izračunati prostornino, površino in pa telesno diagonalo. Za kocko smo rekli, da je pač lik, ki imamo neke posebne formule. Kadar ne znate posebne formule, lahko to izpeljete komot iz formule za površino, mi pa bomo zdaj, ker je direktno kocka, tudi tako to naredili. Zdaj kocko isto skiciramo, ne, na vrh damo tako kot en poševen kvadrat, potem pa iz vseh naredimo isto dolge stranice, ne. Zadaj, ko se ne vidi, a ne, ponavadi delamo črtkano. Zdaj, jaz imam orodje za ravne črte samo brez črtkano, ne, in ravne črte pa tako ste verjetno že opazili, da mi ne grejo tako nekako od svinčnika tegale digitalnega, sicer pa tudi ne morem reči, da v realnem življenju rišem zelo ravne črte, ne. Tako pač je. Dobro. Kocka ima vse stranice enako velike, evo ga, vse posod, to je enako roba 4-strana prizma. Zdaj pa prostornino kocke izračunamo kot A/3, se pravi prostornina je 6/3, pa kar poskusimo, 6/3 imate posebno tipko na kalkulatorju, lahko še to malo povadite, je 216 metrov/3. Površina. Moramo pa vzeti ploščino vsakega od teh kvadratov, ker imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 kvadratov, je to 6a². In to je pa 6 krat 6², kar je pa tudi 216. Tukaj pa metrov/kvadrat. Čisto mimogrede, to je čista slučajnost, da se je zgodilo to, da sta enaka rezultata, ne. V bistvu pri 6 je edino, zato ker ima 6 ploskev, drugače pa ne bi bilo, ne. Da ne bo kdo mislil, da je pa pri kocki kar vse enostavno. Tako, gremo naprej. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!